Rdečka je pač izjemna pravljica z nekaterimi fantastičnimi elementi in napeta pustolovska zgodba, ki izpostavlja nekatere težave, ki jih imajo mladi pri odraščanju in ponuja tudi nekatere odgovore, kar se mi zdi dragoceno. To knjigo sem brala najprej res samo kot bralec, in sicer takoj, ko je izšla v Holandiji, sem bila čisto po naključju takrat v Amsterdamu in mi je prišla v roke. In sicer je avtorica prvenstveno, bila bolj znana in tudi meni bolj poznana kot ilustratorka, tako da sem bila toliko bolj pozorna na ta njen prvo knjižno delo in me je zelo presenetila. Tako da sem se navdušila nad samo knjigo in potem tudi jo predlagala v prevod založbi Sanje, ki je ta predlog sprejela. Jaz moram reči, da se mi zdi, da je zelo hvaležna. Čeprav je to germanski jezik, ima seveda popolnoma druge zakonitosti kot slovanski jeziki, je pa to med germanskimi jeziki se mi zdi najbolj onomatopoetski jezik. Tako da imajo zelo dosti zvočnega slikanja, recimo, ki že samega prevajalca nekako napelje na ene rešitve, tako bom rekla, bolj intuitivno, bolj po posluhu. In rezultat je lahko zelo lep, tako da je iz nizozemščine zelo lušten prevajati. Je tudi zelo tak igriv jezik, veliko si dovolijo, precej svobode si dovolijo, tako da je fajn. V preteklosti je bilo tako, da smo prevajalci iz manj zastopanih jezikov recimo bili pomembni posredniki in sem veliko naslovov predlagala recimo našim založnikom. Zdaj se mi zdi, da s knjižnimi sejmi, da so vedno bolj na tekočem, kaj se dogaja, tudi mreža je bolj sigurna, tako da si tudi potem založbe so v stalnem stiku in si nekako pridejo prej tudi sami do predlogov. Tako da zdaj ni več pravila nekega, recimo, se zgodi, da kakšno delo še vedno sam predlagaš, tudi te prosijo. Drugo je pa, da sami pridejo do naslovov, še vedno pa je pri teh jezikih tako, da nas založnik prosi, da knjigo preberemo, ker pač ne govori izvirnika, in potem pač nekako nas prosi za oceno, kaj mi mislimo, ali je knjiga za prevod, tako nekako. Prevajalci iz nizozemščine smo kar kolegi, ker se srečujemo na rezidenci v Amsterdamu ali pa v Antwerpnu. In potem recimo kdaj koga vprašamo, do kakšne rešitve je on prišel, ampak za dotičen problem recimo. Drugače pa ne, niti ne posegamo po prevodih drugih, se mi zdi. Bolj se tako glede kakšnih prevajalskih dilem se lahko prav razvije debata. Kdaj se zgodi, da več prevajalcev istočasno prevaja določeno knjigo. Tam ta debata steče, in potem vidiš, da slovenščina je toliko posebna, recimo v primerjavi z eno francoščino ali pa angleščino, da ti niti še tiste rešitve ti ne morejo priti prav. Ampak že debata recimo pa pomaga, ker se lažje sam prideš do rešitve. Kdaj prosim za njihov kontakt, recimo, če je ena realija v samem delu, do katere nekako ne pridem, ne morem najti ustreznice v slovenščini, ali pa res prosim, da mi določen izraz pomagajo razvozlati. Drugače načeloma ne, več je tega, da potem recimo avtorji pridejo k nam
pa imaš lahko pogovor z njim v sami knjigi. Drugače pa tako, imamo avtorje, ki so že zelo, kako ne rečem, se tudi zavedajo, da bodo nekoč prevedeni in so, čutiš to v sami knjigi, no, da je ne da prevajalcu delo olajša, ampak mu ga ne zakomplicira, tako bom rekla. Ni tako enostavno, kdaj se tudi to da rečeš, zaprem za danes, jutri grem naprej, ampak ene stvari ostajajo, če jih takoj ne rešiš tisto peleš naprej čez cel prevod in te zbuja sredi noči ali pa zgodaj zjutraj prideš do rešitve ali kaj podobnega. Mislim, so te aha momenti, ampak je pa drugače, mislim, samo zgodbo pa moraš kar živeti nekaj časa, se mi zdi, da se prevodu pozna, če greš vmes za 2 meseca na počitnice, recimo, pade ritem, pade štimunga in to pa za prevod ni dobro. Tako da jaz kar vztrajam pri nekem romanu, pri nekem komadu dolg časa, to je prevod pod streho in da potem še pilem, dokler ne gre iz hiše in grem pol na počitnice. Mislim, da sem hitrejša zdaj, da hitrejš pridem do določenih rešitev. Ne moram reči, da tiste prve rešitve, da so bile slabe, kdaj sem presenečena, so mi pa vsekakor vzele več časa. In tudi ne bi spreminjala za nazaj, zaradi tega, ker če zdaj odprem en prevod, pa rečem, pa se je kar v redu. Tako da ne moram reči, da ne bi bila zadovoljna. Ta je pa težka. Ta je pa težka, mislim, da prevajalci vedno tako dvotirno beremo. Da v bistvu že zelo, že tuhta, že najdeš kakšno rešitev, mogoče tole bi se dalo pa takole super povedati ali pa mogoče takole. Mislim, tista, da bi da si ne bi nič prevajal zraven, mislim, da tega prevajalci ne počnemo. Tudi zdaj problem je še hujši, da recimo beremo eno knjigo, ki je prevedena ali pa v slovenščini, pa že zraven že kar malo lektoriraš. Tako, ja, tudi je kar sita. Ampak drugače pa ja, mislim, da je to specifika tega poklica, da vedno dvotirno razmišljaš. Ja, nominacije si seveda vedno vesel, sploh zaradi tega, ker gre za nominacijo Stanovskega društva in gre za strokovno komisijo, žirijo, ki ocenjuje zelo podrobno vse prevode. Mislim, da je treba opozarjati na delo prevajalca, da je to sploh v Sloveniji, kjer je veliko prevedenih knjig, da so vse te nagrade zelo pomembne in je tudi pomembno, da smo končno dobili nagrado za prevod mladinske literature. Ravno zato, ker ste rekli, recimo, taka velika poplava knjig, vse seveda niso enako kvalitetno prevedene, in je zaradi tega lepo izpostaviti tiste, recimo, ki pa so. Ker to so ponavadi zelo kakovostni naslovi, ki se jih potem tudi priporoča seveda bralcem v branje. Veliko pomeni za prevajalce tudi nagrada sama po sebi, tako da ja, je